poslanski skupini Slovenske demokratske stranke pa smo nad vsemi temi poročili oziroma informacijami, ki jih lahko zasledimo predvsem v medijih, zaskrbljeni, glede na to, da se na te dogodke zelo pasivno ali pa sploh ne odzivajo tiste institucije, ki so za to odgovorne. Predvsem pa je tukaj ključna odgovornost predvsem Ministrstva za zdravje, gospoda Miklavčiča, inšpekcijske službe, tržne, delovne in nenazadnje tudi Računskega sodišča. Presenečeni smo nad tem, da se ministrstvo in pristojne institucije ne odzivajo na očitno kršenje zakonodaje, ki ureja področje prodaje zdravil, izvajanja mobinga nad nekaterimi zaposlenimi v lekarni Ljubljana, zavajanje javnosti s strani vodstva lekarne Ljubljana, potem grožnjami, ki jih vodstvo lekarne Ljubljana sedaj že javno izraža do novinarjev in medijev, kateri poročajo o teh nepravilnostih. Ravno danes zjutraj sem bil obveščen, da je bilo se strani gospoda Jakliča vložena tožba proti RTV Sloveniji, ker pa je niso želeli objaviti nasprotnih dejstev v tedniku, in pa gospod novinarko Slavko Brajkovič, ki je prva odkrila te nepravilnosti in jih v tedniku objavila, naj bi prijavili na častno razsodišče. Če se to resnično dogaja, gre več kot očitno za pritisk na novinarje, posebej, ko poročajo tako pomembnih informacijah. Na podlagi vsega tega lahko sedaj ugotavljamo, da lekarne Ljubljane očitno, kljub temu, da so to javni zavod, treba je poudariti, da so javni zavod, ki ni osnovni namen ustvarjanja dobička, ampak preskrba prebivalstva z zdravili in medicinskimi pripomočki. Tukaj pa je očitno prva naloga ljubljanskih lekarn, da se ustvarja dobiček. Ta dobiček se potem, to je sedaj znano že tudi iz poročil Računskega sodišča, mora prenašati v proračun Mestne občine Ljubljana, tam pa se porabi nenamensko, netransparentno. In kljub temu, da je to v svojih poročilih Računsko sodišče nedvomno zapisalo, se na tem področju v bistvu pristojne institucije niso zganile tako, kot bi bilo seveda tudi potrebno. V poslanski skupini SDS smo na takem dejanjem, na tako agresivno prodajo seveda ogorčeni in pa sami smatramo, da je to neetično, nemoralno, saj se tukaj na račun bolnih ljudi in velikokrat tudi na podlagi zavajanja ustvarjajo očitno vedno večji dobički, ki pa, kot smo že omenili, se ne vračajo nazaj v zdravstvo, ampak poniknejo neznano kam. Preprodajo klinično neatestiranih zdravil, to je ugotovila, da gre za takšno prodajo tudi Agencija za zdravila in to izvaja lekarna Ljubljana, je lahko za naše uporabnike nevarno in ima lahko nepredvidljive posledice in nad tem se seveda s tem mnenjem strinja tudi farmacevtska stroka. Na to so se že v lanskem letu odzvala Lekarniška zbornica Slovenije in pa tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje nad tem agresivnim trženjem, predvsem pa nad prodajo s pomočjo tako imenovane kartice zvestobe. Še posebej pa je sporno to, da kartica zvestobe omogoča nabiranje tako imenovanih točk oziroma jabolk tudi za zdravila, ki se izdajajo na recept. In Lekarniška zbornica pri tem ugotavlja, tudi na podlagi številnih izkušenj v preteklosti, da vsaka taka agresivna oblika trženja ima za posledico povečano prekomerno uporabo in pa seveda tudi porabo zdravil. Vsako zdravilo ima za tistega, ki ga jemlje, tudi negativne posledice za njegovo zdravje in posledica tega je, da se potem več uporabljajo tiste zdravstvene storitve, ki jih naš zdravstveni sistem seveda tudi zagotavlja, od hospitalizacije in tudi do zdravljenja obolelih na račun nesmotrne ali pa tudi nepravilne uporabe zdravil. To je povečanje izdatkov, ki jih zagotavlja zdravstvena zavarovalnica in po drugi strani smo potem priča, da se tudi pravice, ki izhajajo
iz našega obveznega zavarovanja zaradi tega krčijo. Še posebej pa se lahko sedaj vsi skupaj vprašamo, ali so bili vsi ti poizkusi, tako vas medijev, nenazadnje tudi nas poslancev, ko smo ministru za zdravje posredovali v poslanska vprašanja, na katere žal nismo dobili konkretnih ali pa zadovoljivih odgovorov. Odgovori so bili splošni oziroma niso dajali tistih pričakovanih rešitev, ki bi jih bilo potrebno. In sedaj lahko v medijih, zopet je bilo to objavljeno včeraj, kot da se norčujejo iz vseh pacientov in javnosti, smo zasledili, da tako Lekarna Ljubljana s podporo župana in očitno tudi s podporo ministra gospoda Miklavčiča že načrtujejo, kako bodo takšno prodajo širili po celi Sloveniji in pa ko se bo polegal prah, naj bi zopet vrnili na police tiste izdelke, ki so bile sedaj predmet tudi obravnave Agencije za zdravila in pa tudi ostalih služb. To pomeni, da očitno za njih ne veljajo predpisi, ne veljajo zakonska določila in na podlagi tega smo se v poslanski skupini Slovenske demokratske stranke odločili, da želimo o teh stvareh razpravljati tudi v strokovnem krogu in smo sklicali v ta namen nujno sejo odbora za zdravstvo. Naslovili smo zahtevo z argumenti predsedniku odbora za zdravstvo in pričakujemo, da bomo dobili vse tiste odgovore, ki jih seveda ta problematika tudi potrebuje. Naj podarim še to, da na poslansko vprašanje, ki so bila dana za strani naše poslanske skupine oziroma za strani mene konkretno, je v odgovoru ministra za zdravje celo zapisal, da v primeru, ko sami ocenjujemo, da ni stvar zakonsko dovolj urejena, da nam predlaga, da sami spreminjamo zakon. Mislim, da takšen odnos ni korekten. Vlada oziroma ministrstvo je tisto, ki mora te nepravilnosti, te pomanjkljivosti ugotavljati in seveda tudi pripravljati tiste spremembe, ki bi to dokončno uredilo. Vendar tudi na to smo pripravljeni, bomo proučili to možnost, bomo predlagali spremembo zakonodaje in upam, da ne bomo deležni pri obravnavi tega zakona zopet take ignorance, kot ponavadi, ko se zakon vlaga s strani opozicijskih strank, da ne bo vehementno zavrnen. Ta predlog bo seveda predvsem sledil odgovorom na tiste nejasnosti, ki jih pa seveda sedaj že kažejo ti primeri, ki so do zdaj. In še čisto na koncu smo pa tudi zaskrbljeni nad v bistvu zanikanjem pravnih norm pravne države, ki jo izvaja tudi Mestna občina Ljubljana z nezakonitim odvzemom koncesije lekarni Bitenc. Da gre tukaj za nepravilnosti, je ugotovila sedaj že tudi naša sodniška stroka oziroma naša sodišča, čeprav na mesto dokončne odločitve ponovno vrača odločenje v Mestno občino Ljubljana, kar zagotovo ni prav, da se s tem nepravilnosti strinja tudi stroka, pravna stroka, ki je naklonjena predvsem koalicijski večini. Tukaj gre za dopis gospoda doktorja Bojana Bugariča, kjer nedvomno ugotavlja, da gre tukaj za kršenje pravnih norm in zakonodaje, vendar očitno to ni dovolj, da se s temi nepravilnosti seveda tudi nadaljuje. Tako da jaz pričakujem, želim, da boste mediji tudi vnaprej na tem področju bdeli, informirali javnost in pa seveda vse tiste, ki se s tem ukvarjajo, kajti le na ta način upajmo, da ne bo prišlo do kakšnih hudih ali pa celo tragičnih posledic pri pacientih, kajti to je tisto, kar je lahko za vse skupaj najbolj zaskrbljujoče.